Živijo, jaz sem Peter in treniram smučarske skoke. Dobro vem, da je pri tem športu zelo pomembno, kakšne smuči imaš. Zato sem se odločil, da bom raziskal, kako jih naredijo. Živijo. Živijo. Rok, tudi ti si skakalec, tako kot jaz. Kaj je po tvojem mnenju najbolj pomembno pri izdelavi smuči? Kaj je najbolj pomembno je od same višine skakalca, teže, tehnike in kaj on želi smučka, da je aktivna, agresivna, bolj mrtva. Tako da je dosti se pogovarjamo s skakalci in po željah naredimo tudi smuči. A imata cene pa doma prevod kakšne posebne zahteve pri izdelavi? Čeprav izhajate iz iste družine, imata zelo različne smuči med sabo in tudi napram ostalim sta zelo specifična skakalca. A je skrivnost, kako naredite zmagovalne smuči? Ja, tukaj pa lahko rečem, da je skrivnost. Koliko smuči pa tukaj izdelate vsako leto? Nek 1000 smuči na leto. Koliko parov smuči pa ima vsak skakalec? Vsak skakalec ima načeloma 2 dobra para, preden pa pride do teh 2 dobrih parov, se pa z razvojem in testnih smuči lahko tudi poveča, da jih v sezoni recimo 15 parov uporabi. To so smuči od Sareta Kanaši, to pa od Roberta Johansona. Tako je. Te so domna prevca. Koliko pa stanejo tekmovalne smuči? Od otroških 200 do 600 evrov nekaj takega pride. Kakšne smuči bi bile pa zame najboljše? Na manjših skakalnicah, ki skačete vi, je zelo majhen opora in temu prilagodimo, da je sama smučka po sebi bolj aktivna in ti lažje omogoča napredovanje tvoje tehnike in izboljševanja. Mogoče bom s svojimi željami kdaj tudi sam sodeloval pri izdelavi smuči, do takrat pa bom pridno treniral in navijal za naše.